Pozdravljeni. Danes si bomo ogledali enega od pripomočkov, ki ga lahko zgodovinar ali kdorkoli drugi, ki se ukvarja z nekim pisanjem znanstvenih tekstov, uporablja za neke vrste bazo svojih gradiv, svoje literature, ki jo uporablja, virov, ki jih uporablja, in sočasno še za orodje, ki mu pomaga pri pisanju bibliografskih elementov, kot so opombe. Kar vemo, je temeljna značilnost znanstvenega teksta. Orodja, ki so nam na voljo v tem primeru, jih je kar nekaj. Danes si bomo ogledali primer orodja Zotero. Za začetek je treba povedati, da gre za brezplačno orodje, tako da vam omogoča torej delo, ne da bi vas to kaj stalo. Nekatera druga orodja, tozadevno primerljiva, so seveda na voljo, pa lahko tudi v brezplačni in pa plačljivi različici. Gremo k stvari. Torej, program Zotero boste najprej morali prenesti na svoj računalnik. To boste uredili na spletni strani zotero.org, kjer boste pod download našli možnosti za prenos. Kot vidite, se nam tudi ponujata dve možnosti oziroma dve stvari, ki jih moramo prenesti, zato da zadeva seveda funkcionira v čim boljši meri. Prva je sam program Zotero, tu na levi strani. Kot vidite, je možnosti več. Možnosti so za prenos tako v Windows kot v okolju Linux in tudi v Macu. Druga stvar na naši desni strani pa je Zotero Connector, torej nek vtičnik, ki ga uporabljamo v brskalniku. Tudi tu je možnosti več, glede na to, da zdaj delamo s Chromom, seveda tu ponuja predestinirano inštalacijo v Chrome, ampak možno je tudi inštalacija v neke druge brskalnike. Naslednje stvari so možni tudi različni drugi vtičniki, o čemer pa v tem kontekstu ne bomo več govorili. Tretja stvar, ki jo bomo omenjali oziroma ki je pomembna, pa bo povezana z pisanjem opomb, torej z uporabo programa za to, da lahko ustvarjamo opombe. No, to pa se ustvari pravzaprav ob tem, ko inštaliramo program na svoj prenosnik ali stacionarni računalnik, in ob prvem zagonu programa se v bistvu te vtičniki ustavijo. Ukolikor se ne ustavijo, bomo potem kasneje pogledali, kje se to uredi. Zdaj, glede na to, da smo v brskalniku, bomo še malo ostali v brskalniku in recimo v tem na računalniku imam inštaliran vtičnik za Zotero v Chromu. To je tu desno zgoraj, kjer imamo tale gumbek, ki se nam pojavi. Tu so seveda tudi neke možnosti, ampak to lahko pustimo tako kot je. Kaj nam pravzaprav zdaj omogoča tale gumb v brskalniku? Omogoča nam, da različne vsebine, ki jih najdemo v spletu, shranimo v svojo bazo. Zdaj, kakšne so lahko to vsebine? Recimo, lahko gre najprej za neke zadetke nekih iskanj. Druga možnost je seveda s kakršnihkoli spletnih strani, kjer smo naleteli na neko gradivo, ki nam je potrebno, ki nam je pomembno, ki ga želimo shraniti. Shranimo lahko v obliki, da imamo nek predogled strani shranjen. Druga možnost pa je, da se v glavnem shrani zgolj povezava do spletne strani. No, še bolj pogosta možnost, ki je lahko v rabi, pa je seveda, če smo na kakšni specializirani spletni strani, kot so recimo Wikipedija ali kakšni blogi ali kaj podobnega, kjer so neke stvari, ki nas zanimajo. Od tam seveda tudi lahko prenesemo podatke o dotični strani, ki si jo ogledujemo v naš brskalnik. Podatki, ki jih prenese ta vtičnik Zotero v našo bazo, so seveda spletna stran, s katere smo kjer smo nekaj našli, torej natančen naslov, potem deskripcija tiste strani, tiste vsebine, odvisno seveda od tega, v kakšnem kontekstu je ta vsebina oziroma kakšna oblika strani to je, ali je to časopis, ali je to neka biografski leksikon ali karkoli tretjega, ali neka revija. Zdaj, čez neke revije bi znalo biti celo, da nam seveda pod nekim določenim pogojem, ampak to v drugi obliki, ne tukaj, ampak v samem programu, da nam lahko recimo celo PDF nekega članka prenese. Zagotovo shrani še en pomemben podatek tale vtičnik, namreč datum, ko smo si mi nekaj ogledovali. To je zdaj pravzaprav osnovna funkcionalnost programa Zotero v brskalniku. Zdaj pa pojdimo v sam program, zato da bomo predstavili, kako izgleda ta
stvar. Kot vidimo, je tu nekaj oken, oziroma pol, levo in desno in pa ta sredinski del. No, najprej poglejmo v meni nastavitve, ne. Namreč v nastavitvah bomo našli nekaj podatkov, ki jih potrebujemo. Recimo, to lahko v glavnem kar pustimo vse pri miru, tako kot je. Zdaj, čemu je pomemben ta gumb Ustvari oziroma kaj je tukaj, namreč uporabniško ime. Namreč Zotero program mi shranimo oziroma povežemo z nekim spletnim prostorom, ki ga imamo na Zoteru, zato da se izvaja sinhronizacija. Torej imamo neki račun, ampak kot rečeno, zadeva je brezplačna, ne. To so načini iskanja znotraj Zotera, tudi to lahko pustimo. Izvoz, to so seveda lahko izvozi nekih zadetkov v različne oblike, različne forme, ampak pustimo, recimo kvečjemu morda tale, to je povezano s kakšnim načinom opomb bomo delovali, ampak ta opcija se nam pokaže tudi ob zagonu programa, v katerem bomo pisali besedilo in v njem uporabljali kot orodje za izdelovanje opomb Zotero. Tule v meniju Citiraj imamo opcije različnih oblik navajanja opomb. Vemo, da posamezne stroke to seveda počnejo zelo različno. Recimo mi zgodovinarji v glavnem uporabljamo Chicago Manual, v tem kontekstu zdaj je to najnovejše oziroma je stanje 17. izdaja, ampak kot vidimo, imamo različne praktične možnosti tega. Ena je pač preprosto avtor, datum, drugo je celoten zapis in tretjo je krajši zapis. Krajši zapis bi tukaj pomenil navesti avtorja in pa začetek naslova teksta. V glavnem mi uporabljamo ti dve možnosti, neka druga stroka bo znotraj tega seznama našla svojo. Lahko si seveda poiščete še kakšne druge na spletu, lahko si stvar tudi prilagajate. Tule pod urejevalniki besedil pa imamo možnosti povezave, torej Zotera z programom za pisanje besedil. Tu je možnosti tudi več, torej podobno kot lahko sam Zotero uporabljamo na platformah, ki smo jih prej že omenili. Tudi tukaj lahko rečemo, da se da uporabljati v več platformah, torej običajno, kar je sicer tudi najpogosteje, torej v Word, lahko pa tudi v LibreOffice oziroma OpenOffice, torej odprtokodna tipologija. Treba je biti samo pozoren na eno stvar. Namreč, kolikor uporabljate LibreOffice, program zahteva od vas, da bo Zotero ustrezno funkcioniral, da tudi datoteke, ki jih ustvarite, torej besedilo, ki ga ustvarite v LibreOfficeu, izdelate oziroma besedilo potem shranite v generičnem obliki zapisa, ki jo ima sam program. Torej ne nastavite si potem v LibreOfficeu, da imate datoteke shranjevane kot docs, ampak kot ODT, mislim, da je končnica za tekstovne datoteke LibreOfficea. To seveda ne pomeni, da vi ne morete, ker uporabljate LibreOffice, ne morete uporabiti izvozne datoteke Microsoft Word, zato ker pač nekam, kamor želi zadevo poslati, oddati ali kakorkoli nekomu posredovati. To pač pomeni, da boste samo šele na koncu vsega svojega dela besedilo izvozili v Word. Če boste namreč to storili vmes, pa potem morda to isto datoteko odprli v Wordu, Zotero tu ne bo prepoznal, da so bile opombe dodane s pomočjo Zotera, ker pač, kot rečeno, zahteva je, da je tam v ODT-ju in potem stvar funkcionira. Če seveda delate v Wordu, potem besedilo shranjujete v obliki docs. Tele napredne značilnosti pa v bistvu lahko tudi kar pustimo tako kot je. Torej, kako zdaj izgleda tale, kaj pomenijo ta tri okna, ta tri polja v našem Zoteru. Zdaj, tole na levi strani je v bistvu shema vaše baze. Osnovno mesto je moja knjižnica, kjer imate nepregleden seznam, seveda za vas pa pregleden, ne, torej nekih vaših stvari, ki ste jih vključevali na različne načine v svojo bazo. Potem so pa različne podmape, ki jih lahko sproti ustvarjate, v katere pa lahko recimo dajete neke zadeve v skladu z neko
nujo z nekim postopkom, ki ga izvajate. Recimo Rapalska meja, pomeni nekaj v zvezi z Rapalsko mejo. Video, torej neka videoprodukcija, ki me je v nekem trenutku zanimala in sem si pač neke stvari prenesel v bazo, ne. Ali recimo tule literatura, pač torej neke knjige. Zdaj, če pogledamo sredino, ne, sredina, to je torej v srednjem bloku, to je najpomembnejši del tega, kar ustvarjamo. Namreč tu je seznam gradiv, naj si bo literatura, naj si bo viri, naj si bodo spletno dostopne stvari ali karkoli že, kar ste vi vključili v svojo bazo Zotero. Kot vidimo, imamo tu 3 stolpce pravzaprav, torej avtorja, torej ta ustvaril pomeni, kdo je avtor te neke zadeve. Zdaj, če gre za neko stvar iz arhiva, potem seveda tu ne bo avtorja, recimo kot sta tele 2 zadetka s Cobisa, tu pač ni avtorja. Če pa gre za neke tekste, ki so jih napisali posamezniki, pa je tu nek avtor. Tu v sredini imamo naslov. Naslov se običajno generira kar avtomatsko iz podatkov, iz metapodatkov, ki jih program pobere. Tu zadnji stolpec pa je pravzaprav, ali imamo pripeto k podatku tudi neko datoteko, recimo tule Mikša in Zoran, gre za nek članek, ki sta ga kolega objavila v eni reviji. In tu imamo zdaj pač vidimo nek pripetek. Zdaj, zakaj je tukaj nek znakec tele verižice? Namreč iz spletnega oblaka sem povezal datoteko, to lahko storite seveda ročno in sami. Zdaj, zakaj sem omenil spletni oblak, ne? Priporočljivo je, da si morda svojo bazo ustvarjate nekje v oblaku, do katerega imate dostop. Namreč, kolikor boste to shranjevali v Zoterov oblak direktno, je tam baza prostorsko malo omejena, tako da vam bo hitro zmanjkalo prostora, sploh če boste kar veliko različnih PDF-jev, predvsem PDF-jev seveda, lepili zraven k svojemu tekstu. No, in zdaj nam ostane še ta zadnje polje, skrajno desno. No, poglejmo, kaj pa je tam v skrajno desnem polju, pa poglejmo zopet na primeru Mikša in Zoran tegale članka, ne. Torej, kot vidimo, imamo zdaj tukaj nekaj podatkov, ki so klasifikacija ali pa informacija v zvezi s tem člankom. Kot vidimo, gre za strokovni članek, vidimo njegov naslov, navedena sta oba avtorja, navedene publikacije, v kateri je to shranjeno, naveden je obseg znotraj publikacije, na katerih straneh je, leto publikacije, kdo je izdajatelj in potem še recimo jezik, nekaj drugih stvari. Zdaj, neka mesta vidimo so prazna, to preprosto doj, ker članek nima doja, to gre za članek v knjigi in nima doj številke. ISSN knjiga nima podatka o ISSN-ju, ampak ISBN, ker je to pač knjiga, ampak ker je kategorizirana kot članek, je tu ponujena samo opcija ISSN-ja. Dostopna lokacija, kjer je ta članek dostopen, kot vidimo, gre tukaj za portal Sistory, na katerem lahko dostopamo do tega članka in lahko bi še kaj drugega dal. Recimo, kolikor bi šlo za arhivsko gradivo, bi lahko bil tukaj še recimo ime arhiva ali karkoli primerljiva. Zdaj, tele podatke tukaj, glede na to, da gre za članek v knjigi, ki nima doja, sem jaz vnesel ročno. Ampak, če pa imamo neko zadevo, ki pa ima doj članek, ne, doj številko neki članek, ali pa knjiga, ki ima ISBN, ki seveda ima ISBN, ne, bomo pa brez težav to uvrstili pravzaprav avtomatsko. Namreč tule zgoraj z gumbom dodajanje, ne, tole je za ročni vnos, ne, pomeni, da boste ročno dodali neko zadevo, recimo dokument iz arhiva, knjigo, strokovni članek in tako naprej. Gumb zraven njega, ne, pa nam omogoča, da podatke v svojo bazo vnesemo s pomočjo nekih univerzalnih, vendar natančno določenih oznak za posamezne elemente, za posamezne enote, kot so članki ali knjige. Torej, če imamo za nek članek recimo doj številko, ne, potem bomo to brez težav vnesli tukaj zgolj vpisali podatek o doju, torej tisti podatek, ki ga tam na spletni strani, kjer je revija objavljena, ali pa v sami reviji pač pretipkamo podatke, ne, in nam bo bibliografske podatke vnesel sem.
Če imamo knjigo, bomo pač vtipkali ISBN in lepo prenešeni bodo vsi podatki o posamezni knjigi. Pojdimo zdaj pogledati recimo te dva primera, pa bomo šli tule v literaturo, pa bomo recimo najprej pogledali članek, ne, recimo to imam že pripravljeno, zato ne bomo imeli posla, ne, ne bo nam vzelo veliko časa. Torej članek Petra Mikše in Jureta Čokla, Slovensko sanje 8000 čakov, ki je bil objavljen v zgodovinskem časopisu. Revija ima oznake posameznih člankov in to je recimo tole tukaj spodaj, ne, in ko sem jaz to vnesel v tam pod tistim tole polje, ne, je sistem pobrskal po različnih katalogih, online katalogih in našel, v tem primeru, ker gre za članek, je seveda to verjetno potegnil iz spletne strani revije, ne, in je zdaj poiskal ustrezne podatke. Torej, prenesel je naslov, oba avtorja zopet, povzetek je celo prekopiral, zato ker ima članek na svoji strani objavljen, dodan tudi povzetek članka in ga je torej lahko vključil sem. Navedena je publikacija, njeni podatki, tehnični podatki, torej letnik, številka, obseg strani, datum, ta datum je povezan s tem, kdaj je bila kreirana številka, katera revija je, torej potem številka, to je ISSN revije recimo še, ne, spletni naslov, na kateri je dostopen dotični članek, datum tega dostopa, vidimo pred nekaj dnevi sem to uredil in poleg teh podatkov sem recimo jaz pridobil tudi še PDF tega članka, ne. Zdaj tukaj je generično dodal ime, polno besedilo, ampak če zdaj jaz tole kliknem, ne, mi bo kar v Zoteru odprlo, vidimo, dotično revijo in malo polistajmo, še mimo kazala. Evo, in smo prišli do točno tega članka, ne, torej imamo članek pravzaprav prilepljen v bistvu tudi v svojo bazo. Drug primer, sem rekel knjige, ne, no, tule imamo zdaj primer ene knjige Alija Žerdina o prvem predsedniku slovenske skupščine po osamosvojitvi, torej oziroma po demokratizaciji leta 1990, France Bučar je naslov publikacije, in s pomočjo ISBN številke, ki je tule tale, ne, sem jaz pridobil potrebne bibliografske podatke, ki jih potrebujem, zato da pač knjigo lahko smiselno in ustrezno navajam v svojih razpravah, člankih, ki jih napišem, ali knjige recimo, ne. Torej, vidimo, predmet je vnesel v kategorijo knjige, naveden je avtor, naslov knjige, knjiga ima neko zbirko oziroma je izšla v neki zbirki, naslov je Cvetober, tudi izdaja je navedena, recimo prva izdaja, kraj izdaje, kdo je izdajatelj, torej časopisna hiša Delo, datum je leto in številka strani, torej ISBN sem že pravzaprav jaz vedel, kateri je in ga je zdaj tu samo ponovil. No, recimo tale zanimiv je zato, tale podatek, ker vidimo, da je kje je našel on te podatke, torej v kongresni knjižnici v Washingtonu, iz njihove baze je to pobrano. Potem je tule neka številka, ki je povezana z sistemom iskanja, to nas ne vznemirja, in potem, kdaj je to še bilo dodano v bazo. No, zdaj smo rekli, to je relativno enostavno, pravzaprav poglejmo si morda še kakšno spletno zadevo, ne. Zdaj tole bo zagotovo spletna, ne. Tole je recimo en moj prispevek, ki je bil objavljen na YouTube kanalu, to je pri enem projektu bilo. To je seveda zdaj recimo lahko dodano ročno, lahko pa bi poskusili morda z YouTuba, pa pojdimo pravzaprav kar poskusiti, pojdimo na YouTube kanal Oddelka za zgodovino, pa bomo en film poskusili, kako to prenese v našo bazo, ne. Dajmo kar tega prvega izbrati, tole je neka današnja zadeva, takole, in da bomo tole pauzirali, ne rabimo celega rolati, in zdaj pojdimo tole mi z Zoterom shraniti, torej evo, save to Zotero, ne, in zdaj bom jaz to shranil v Zotero, pa dajmo kar tole recimo z metapodatki, pa embedded, bomo videli, kaj bo storilo, ne, in zdaj samo še enter,
In tako, zdaj je to uvrstil v bazo Zotero, poglejmo, vem, kam smo uvrstili, ker sem rekel, da je to uvrstil mapo video, to me je tam vprašalo in evo, poglejmo. Tule je zdaj podatek, torej to je ta Stalin 70 let od smrti, režiser, avtor, to bi zdaj seveda, če bi želel, lahko dodam, ne, zdaj povzetek je tukaj potegnen upoštevan, oziroma povzet tisto, kar je vpisano v začetku opisa pod samim videom. Jezik je dodan zato, ker sem pač jaz jezik tam označil v videu, spletni naslov nam je dodal, kdaj smo dostopali in kdaj je zadeva kreirana. Pa seveda, odkot je to vzel, pač iz YouTuba. Torej, lepo nek podatek iz YouTuba, nek film iz YouTuba si preprosto z vsemi potrebnimi podatki vnesete v svojo bazo. Tako torej zdaj pravzaprav o veščinama tega, kar potrebujemo v bazi, sami kot taki. Zdaj morda samo še en stavek, dva. Namreč, bazo je moč uporabljati tudi skupinsko, torej kot neka skupina posameznikov, ki recimo delate skupaj na nekem projektu in uporabljate skupno neko materijo literature, virov in primerljivih stvari, ki jih pač potrebujete za izdelavo tega projekta, in da se to bazo, ki nastaja, se da deliti. Torej, delite jo preko uporabniških imen, s katerimi imajo posamezniki ustvarjen povezavo z Zoterom, torej vnesete podatke, spletni naslov vseh kolegov, ki so to ustvarili, ki imajo Zotero in s katerim priimkom oziroma uporabniškim, torej spletnim naslovom so ga uporabili. In to povežete, te spletne naslove, v neko skupino in potem boste pravzaprav vsi, ki ste v skupini, imeli dostop do skupne baze. Priznam, v praksi sam tega še nisem preveril, ampak kot sem slišal pri kolegih, je zadeva lahko zelo funkcionalna. Torej, to je zdaj pravzaprav, kar se tiče baze. Vse. Da se seveda še to morda te enote premikati med posameznimi sklopi, zdaj recimo, če tale video premaknemo še nekam drugam, recimo lahko naredimo podvoj vnos, in zdaj enega prekopiramo še recimo med vere in zdaj, če gremo pod vire, seveda zdaj bi bilo tole malo bolj enostavno, če gremo mi to vtipkati, da ga bomo našli, no, vidimo, 70 let od smrti, je že tukaj noter, ampak ker tega zdaj jaz slučajno ne želim, bom jaz tole izbrisal, tako da bom zdaj to odstranil nos iz zbirke izbral, Torej, kaj vse se da delati s temi stvarmi, kot vidite, tukaj sta še zmeraj oba, tista kopija in original, ampak zdaj enega spet lahko razbrišem. Kaj pa je tale snapshot, smo prej pozabili pogledati, torej še enkrat je pač tule povezava, ki je sicer tudi v samem opisu, ampak ni problem. V zvezi z uporabo Zotera baze še ena zadeva, recimo prej se spomnite, smo imeli, to je tukaj na tej strani, pripet dokument k nekemu vnosu, PDF dokument, in če ta PDF dokument mi odpremo s klikom na pač ime dokumenta, se nam ta dokument odpre, to je zdaj neke vrste PDF komentarje, mesto za komentarje, recimo lahko označujemo besedilo, oblački, kaj napišemo ali kaj podobnega. Tukaj pa vidite pravzaprav še eno drugo oznako, to je pa tale rdeči oval. No, ta rdeči oval pa je pravzaprav iz nekega drugega programa za pregledovanje PDF-jev in če sem tam kakšno tako stvar označil na ta način, bo to v primeru, da je PDF vnešen v bazo, povezan z vnosom v bazi, bo to tam vidno, žal pa te oznake, ki pa so izključno v Zoteru narejene, pa ne bodo vidne v oni vrsti programov. Dobre, torej, to je to, kar se programa v glavnem tiče. Dobro, zdaj tule bi lahko še ogledali si to, ampak neke posebne, pač nekako si nastavite svoje poglede in tako naprej, pod orodja, da se stvari izvažati in tako naprej, ampak kot rečeno, to je lahko v nadaljevanju pač interes posameznika. Zdaj jaz tegale programa ne smem zapreti, namreč predno gremo zdaj k opombam, lahko torej k uporabi za izdelavo opomb,
bom že to kar na tem mestu povedal. Torej, če želite vi uporabljati program Zotero za to, da boste izdelovali opombe, morate imeti program ves čas odprt. In sicer ga imate odprtega v ozadju, mi si pa zdaj tule odprimo tale Word, torej in poglejmo zdaj, kako še v Wordu uporabljate program Zotero za izdelovanje opomb. Rekli smo že, da tam pred minutami smo to že omenili, da se ustvari oziroma da se da ustvariti vtičnik, torej pravzaprav ne, ampak orodno vrstico vam ustvari v Wordu ali pa v LibreOfficeu. No, to je zdaj to tukaj zgoraj, ne, recimo tole je zdaj Zotero in to so zdaj gumbi, ki jih boste našli znotraj programa v Wordu za izdelavo opomb. Zdaj, dobro je, da seveda, če se odločite, da boste uporabili Zotero za izdelovanje opomb, potem vztrajate do konca teksta, torej ves čas. Kar pa ne pomeni, da vi ne morete recimo tudi s pomočjo menija sklic, kar je običajna praksa v Wordu, vstavljati opombe. Ne, zdaj bomo pač malo poskušali, jaz bom tukaj nekaj čisto brezpredmetnega tipkal, samo zato, da vam pokažem vse možnosti, kako se pač da program uporabljati. Poskusimo zdaj vnesti prvo opombo. Napisali bomo nek tekst, recimo moja prva opomba. Pa seveda pisali pravilno. In zdaj vstavimo opombo z gumbom Add. Spet me izbere, kateri stil bom uporabil, ok. Zdaj se pa pojavi rdeče polje in v tem rdečem polju bomo mi vpisovali naslov knjige, ime fonda, avtorja ali karkoli, s pomočjo katerega bomo iz baze, ki jo imamo, v kateri v glavnem vemo, kaj je, ne, poskušali najti tisto stvar, ki jo zdaj potrebujemo v tele opombi. Smo prej gledali tisto knjigo Žerdina, knjiga nosi naslov France Bučar, zdaj pa opisati recimo Fran. No, zdaj vidimo, Fran je kar več zadev, pišemo naprej, še kar ne filtrira dovolj, no zdaj pa je, ampak itak smo tudi že prej videli, ne, iz tega seznama bi pravzaprav že zmogli najti. No, izbrali smo torej tega France Bučar in zdaj z Enter se je opomba postavila. Pogledamo opombo spodaj, torej vidimo naslov knjige, avtorja in pa naslov knjige. No, ampak včasih nam pa to ne zadošča, ne, in bi želeli imeti ob opombi še nekaj več podatkov, ne, še nekaj več besedila, neko pojasnilo bi želeli dodati. Preprosto gremo spodaj, označimo opombo in gremo z gumbom Edit, ne, in vidimo, se nam tole odpre nazaj. Zdaj pa morda je najboljša pot, da izberete tale gumbek tule blizu pri tem Z-ju in izberete klasični pogled. In odpre se nam neko okno, mi zdaj morda vidimo tukaj nekaj, pol vidite, lahko uporabimo kar tole, sicer bi lahko še kaj več uporabljali, ampak bo dovolj tole. Recimo, pred samo oznako avtorja in pa naslov knjige bi želeli nekaj dopisati. Recimo, o tem glej več v. In zdaj, če jaz to naredim, se zadovoljim s tem in pritisnem OK in vidimo, ne. No, malo sem zatipkal, bomo zopet popravili, vse se da popravljati, torej spet izberemo klasični pogled in zdaj recimo glej več naredimo, ne, takole, glej več v. In ne smemo pa pozabiti tule zadaj za zadnjim znakom dati presledek, ker sicer bo s tisto vsebino, ki je osnovna vsebina opombe, bo stvar stala stično, ne. In zdaj pritisnemo OK in vidimo, spodaj je popravil. Ampak sem se spomnil, da bi pravzaprav lahko opozoril točno na določeno stran v tej knjigi, ne. Zopet gremo spodaj v polje, spet izberemo Add oziroma Edit in zopet izberemo klasični pogled, ne, in zdaj tule stran 17, ne, 17 bomo rekli, pa piko dajmo na koncu, ker zdaj bo to konec stavka, ne, in zdaj, če pritisnemo OK, kot vidimo, je zdaj tamle za besedico Bučar, je postavil zdaj po novem vejico, za 17, torej oznaka strani, pa piko. Kaj pa, če imamo potrebo, da bi v opombah imeli več elementov, ne, torej več avtorjev, več knjig, ne, tudi to se da rešiti, ne, recimo klasični pogled, zdaj pa vidimo tule spodaj imamo gumb več virov.
ne, torej več virov. In zdaj ta, ki je že uporabljen, je tukaj že naveden, Franc Bučar, ne. Zdaj pa recimo, dajmo še nekaj, pa si bomo kar izmislili nekaj čisto brezpredmetnega, saj gre vendar zgolj za, pokušino, ne. Torej dajmo, neki video, pa dajmo tole, tega Stalina zraven, saj je vseeno, ne. In, takole in zdaj kliknemo OK, ampak zdaj vidimo, vmes ni nekega povezovalnega teksta, ki bi ga mi še radi imeli. Dajmo tudi to lahko popravimo, ne. Spet gremo v isto mesto in zdaj naredimo klasični pogled. Zdaj pa izberemo tole, pokaži urejevalnik, ne, in zdaj se nam spodaj pokaže, kako besedilo opombe pravzaprav izgleda. No, in zdaj vidimo, da lahko prek tega Stalina, še spet nekaj vpišemo, ne, in zdaj kar zapišemo recimo, zanimivo je tudi, ne. In poglejmo spet popravek opombe. No, in takole, ne. Torej, vidite, da se da na različne načine, skombinirati, vsebino, ne. Poskušajmo zdaj dodati drugo opombo, ne. Druga opomba. Tu gre seveda zdaj za isti princip, ne bomo zdaj, iskali tukaj neke, nove modrosti, ne. Recimo, dajmo spet neki tekst, ne. Takole in enter. Zdaj vidimo, kako sta obe opombi v zaporedju. Kaj če pa se nam, zgodi, da moramo seveda tekst premakniti, nič groznega, ni podobno, kot to lahko počnemo v Wordu. Tudi tukaj bo isto, ne. Če, premaknemo tekst skupaj z njegovo opombo, se tudi spodaj zaporedje opomb lepo postavi tako, kot mora biti. Možnost, ki je še, so dodajanje neke, opombe, opazke, komentarja, to bomo spustili, tem se ne bomo ukvarjali. Pogledali si bomo še zadnjo možnost, namreč, tale add oziroma edit, torej da dodaj ali pa uredi bibliografijo, ne. Če zdaj torej smo tekst končali, želimo dodati še bibliografijo, no, takole nam, lepo po vrsti, po abecedi, Zotero samodejno vključi tudi, naredi tudi seznam virov in pa literature, ki smo jih uporabili. Nerodnost je zgolj ta, da seveda, ta sistem je malce drugačen, in ne naredi tako, kot, naredimo pač mi, da ločimo eno vrsto, od druge vrste, torej ločimo literaturo in vire. Bomo pač potem v tem smislu, naredili na ta način, da bomo, potem, ko je stvar, zaključena, ko smo tekst popolnoma končali, bomo potem preprosto ročno ločili v dve skupini. Če se nam zgodi, vidimo, ne, kakšne vse podatke je tukaj v seznam virov in literature dal. V bistvu vse, kar mi, tam zapišemo, ne glavnega, torej vidimo naslov, avtor, naslov knjige, podatke o izdaji, kraj, leto, založba in tako naprej. V primeru, da bi mi v bazi zdaj nekaj popravili, ne, neki podatek, bo seveda tukaj, pravzaprav prišlo tudi do potem popravka, ne. Če gremo zdaj v bazo, pa tam nekaj popravimo in potem se vrnemo sem, pritisnemo gumb refresh in v bistvu bo, Zotero, sinhroniziral in s tem posodobil podatke, ki jih imamo mi tukaj v svojem tekstu, s tistim, kar imamo mi v, svoji bazi. To je zdaj pravzaprav, glavnina, tega, kar bi bilo dobro vedeti, zato da lahko zadevo začnemo uporabljati. Kot rečeno, zadevo lahko uporabljate na različnih platformah, prej sem omenil pozabil omeniti možnost, da lahko zadevo uporabljate poleg Windowsov, Linuxa in Maca tudi na Google Docs, na Googlu, torej v Google Docs programu je tudi možno to uporabljati. Ne spregledajte pa seveda tudi možnosti, da lahko pravzaprav isto bazo uporabljate tudi na različnih računalnikih. Torej recimo nekaj delate doma, nekaj delate in potem lahko isto delo nadaljujete, recimo tekst imate shranjen v svojem oblaku, potem program, greste v službo, odprete datoteko iz svojega oblaka in, ravno tako imate v službi inštaliran Zotero. Zotero imate seveda tudi sinhroniziran s svojim računom
in v bistvu bo stvar se lahko nadaljevala, torej delo lahko nadaljujete tam, kjer ste ga končali, in v bistvu opombe stojijo tako, kot ste jih uredili tudi doma. Toliko seveda na tem mestu v zvezi z tem, kaj to je za en program in v katerem smislu ga lahko uporabljate. Več pa seveda lahko z prakso, da boste torej seveda stvar uporabljali. V primeru kakšne hude nerodnosti, hude težave, pa se seveda da pobrskati po spletu. Na YouTubu boste našli še kakšne napotke, tako da boste zagotovo našli rešitev za svoje težave. Zaenkrat hvala in vabljeni še k naslednjim ogledom različnih vsebin, ki jih objavljamo na spletnem strani oddelka na YouTube kanalu Oddelka za zgodovino.